Lepo pozdravljeni še z moje strani. Moje ime je Andreja Inkret, zaposlena sem na oddelku za klasično filologijo, kjer vodim tečaje stare grščine in latinščine. Prevedla sem tudi nekaj del stare atiške komedije. In Aristofana, edinega predstavnika te zvrsti, čigar dela so se nam ohranila, bom danes dodala kot kamenček v mozaiku, ki ga ustvarjamo z našim maratonom grške literature. Predstavila bi vam nekaj odlomkov iz Praznovalk Tezmoforij. Ta komedija se spleta okrog junaka, ki ga boste zdaj lahko videli na naslednji poslikavi. Vazo s poslikavo, ki jo delim z vami, so sicer našli v južni Italiji, a po mnenju strokovnjakov prikazuje enega izmed prizorov iz Aristofanovih Praznovalk Tezmoforij. Okoliščine, kako se je prizor iz atiške komedije znašel v južni Italiji, sicer niso razjasnjene. A za nas je pomembno, da je tole najverjetneje najbolj avtentična antična podoba gledališke uprizoritve kakšne izmed Aristofanovih komedij. Torej, na poslikavi vidimo dva junaka oziroma igralca, ki upodabljata Aristofanova junaka. Na levi žensko, najverjetneje po imenu Mika, in na desni moškega, ki kleči na oltarju in je očitno oblečen v žensko. Nosi namreč gledališko masko moškega, a brez značilne moške brade. Lase ima povezane z ženskim trakom, nosi tudi žensko obleko. Kako in zakaj sta se Mika in v žensko preoblečeni moški znašla v tako čudnem položaju, bomo še razložili. Za začetek lahko pojasnimo, da moški predstavlja sorodnika slavnega Euripida, tragediografa in Aristofanovega sodobnika, ki prav tako nastopi v tej komediji. V žensko je oblečen zato, ker se je s skrivnim poslanstvom infiltriral na praznovanje Tezmoforij, ki so se ga lahko udeležile le ženske. Ob tem je zanimivo, da si je Aristofan Tezmoforije zamislil kot napol politično zborovanje, v okviru katerega imajo ženske govor in tudi svojo agendo. Takole pojasni ena izmed praznovalk, najverjetneje prav Mika, ki jo vidimo na upodobitvi. Pri boginjah, ženske. Ni me vodilo čez ti hlepje, ko sem vstala, da bi govorila. O, Božica, že dolgo časa težko prenašam, ko vidim, kako vas po blatu vlači Euripid, tisti sin branjevke, in koliko slabega slišite vse povsod. S katero grdobijo nas ta še ni zamazal? Kje nas ni klevetal? Na kratko, kjer so bili gledalci, tragedij in zbori, nas je oklical za prešuštnice, za moškoljubnice, za vinostrastnice, za izdajalke, za klepetulje, za nič prida, za največje zlo, ki lahko doleti moške. In posledica? Samo da se vrnejo domov iz gledališča, nas že sumničijo, takoj gledajo, da ja doma ni kakega skritega ljubimca. Še več, ženska ne more imeti otrok, pa želi tujega potakniti kot svojega. Še tega ne more storiti skrivaj. Možje namreč dandanes vedno posedajo kje v bližini. Tudi pred starci nas je očrnil. Prej so se poročali z mladenkami, zdaj pa se noben starec noče oženiti zaradi naslednje vrstice. Ženinu starčku žena vladar. Dalje. Zaradi njega so ženskim prostorom nadeli pečate in še zapahe, da bi nas zastražili. Še več, molosijske pse redijo za strašila ljubimcem. Pa to bi še oprostile. A še to, da bi kot prej vodile gospodinjstvo in skrivaj vzele ječmenove kaše, olja, vina, niti tega več ne moremo. Zatorej mislim, da mu moramo zakuhati pogubo na tak ali drugačen način, s trupom ali s kakšno umetelnostjo. Samo umre naj. Toliko povem javno, ostalo bom podala v zapisnik. Zdaj, žensk, ki imajo veliko povedati o Euripidu, je seveda več. Tule jih boste ugledali v eni izmed njihovih modernih gledaliških različic, kot so si jih zamislili v nedavni novogrški uprizoritvi. Tako da ena izmed žensk k Mikinim obtožbam doda še naslednje. Moja predhodnica je sicer sestavila dobro obtožnico, a jaz želim spregovoriti o tem, kar sem sama pretrpela. Mož mi je umrl na Kipru, zapustil 5 otrok, ki sem jih komaj preživljala. Svete vence sem pletla na Mirtovi tržnici. Tako sem nekaj časa za silo preživela. Zdaj pa tale v tragedije zapiše in še ljudi prepriča, da bogov ni. Za več kot pol je padla prodaja.
Zatorej je moje trdno mnenje na svet vsem. Ta moški mora biti kaznovan iz mnogih razlogov. Divje krivice nam je storil ženske, saj sam rasel med divjo zelenjavo. Na tem tezmoforijskem zasedanju za ženskami spregovori še Euripidev sorodnik. Takole pravi in se ob tem seveda pretvarja, da je ena izmed praznovalk. Ženske, to, da se tako zelo jezite na Euripida in da vam je zavrelo, ko poslušate takšne grozote, ni nič čudnega. Še jaz sama, pri sreči svojih otrok, sovražim tega možaka, se nisem nora. Vseeno pa moramo stvar razčistiti med sabo. Sami smo, nobena ne bo izdala besede. Zakaj ga krivimo za vse in tako težko prenašamo, če je spregovoril o 2 ali 3 naših grdobijah, čeprav je vedel, da smo jih storili na tisoče? Če začnem kar pri sebi, da ne govorim o drugih, dobro vem, da imam mnogo grdobi na grbi. Najstrašnejša je gotovo tista, ko sem bila poročena 3 dni in je mož spal ob meni. Imela sem torej prijatelja. Ta si me je poželel, prišel je in popraskal po vratih. Takoj sem vedela, kdo je. In grem skrivaj dol. Mož me vpraša, kam greš? A kam? Črviči me po trebuhu, možiček, boli me, pa grem na stranišče. Pojdi torej. Pa je mož trl brinove jagode, koprc, kaduljo, jaz pa sem šla ven k ljubimcu. Tega ni Euripid nikoli povedal, vidite? Če pa kleveta čez Fajdro, kaj nas to briga? Pa tudi tistega ni nikoli povedal, kako je neka ženska 10 dni govorila, da ima popadke, vse dokler ni kupila otročička. Mož pa je hodil okoli in plačeval pripomočke za hiter porod. V loncu ga je noter prinesla starka otročička, da ne bi jokal, so mu zabasali usta z medenim satom. In ko je ta, ki ga je prinesla, pokimala, ženska takoj zavpije. Pojdi stran, joj, možiček, se mi zdi, da bom rodila. Mož je ves vesel stekel ven, žena pa je potegnila sat iz otročičkovih ust in ta se je začel dreti. Tista grozna starka, ki je prinesla otročička, pa teče nasmejana k možu in pravi, lev se ti je rodil, tvoja izrezana podoba, v čisto vsem, še lulček je tako podoben tvojemu, upognjen, kot želod. Ali ne delamo te grozovitosti pri Artemididajih in še jezimo, in še jezimo na Euripida, pa nismo nič večjega utrpele, kot smo same storili. Govor, ki ga ima Euripidov sorodnik, seveda ženske razbesni, kar vodi v razkrinkanje njegove identitete, čemur nato kmalu sledi naš prizor ob oltarju. Sorodnik namreč v stiski Miki, ki jo vidimo na upodobitvi, iztrga iz rok otroka, ki ga je prinesla s seboj na praznovanje in ga je imela v naročju, in se zateče k oltarju. Tam vzame žrtveni nož in začne groziti otroku. S tem stvari postanejo na moč kompleksne. Aristofanovo občinstvo je v tej podobi takoj prepoznalo tipično aristofanovsko parodijo tragedije. Sorodnik se začne obnašati kot junak iz tragedije, tedanjemu občinstvu dobro znani Telef, o katerem je slavno, danes zgolj fragmentarno ohranjeno, dramo napisal prav Euripid. Takole izgleda Telef na eni izmed resnejših upodobitev. Torej, Telef je bil mizijski kralj, ki je svojo deželo uspešno ubranil pred Grki, a ga je pri tem ranil Ahil. Ker se rana nikakor ne zaceli in bi jo po oraklju lahko zacelil le tisti, ki jo je povzročil, se Telef preoblečen v beračev tihotapi v grški tabor. A načrt se ne posreči, zato v obupu ugrabi sina poveljnika Agamemnona, se z njim zateče k oltarju in grozi, da ga bo ubil. Skratka, imamo seveda zelo soroden prizor, ki ga tudi parodira Aristofan. In takole gre to dogajanje pri Aristofanu. Mika zavpije. Otročička mi je iztrgal od prs in odšel, sorodnik odgovori, kar kriči, tegale pa ne boš nikoli več mirila s papico, če me ne izpustite. O ne, tule nad stegni s tem nožem razmesarjen, svojimi rdečimi venami okrvavel bo oltar. Mika, joj mene, ženske, ne boste pomagale, ne boste povzdignile glasu na vso moč v skorajšen sovražnikov poraz, boste mirno gledale, kako sem oropana svojega edinega otroka. Ubogi materi pritegne zbor. Ojoj, častitljive Mojre, kaj oko zre v novo pošastnost.
saj ves svet je zapolnjen s predrznostjo in brezsramnostjo. Kakšno dejanje vnovič je storil. A prišel si, od koder ne bo lahko ubežati. O ne, prijele te bomo trdo. Sorodnik seveda ugovarja in roti bogove. To pa naj se ne uresniči nikar, naprošam. Zbor dvomi v njegovo priprošnjo. Kateri bi ti, kateri nesmrtnih bogov prišel na pomoč pri krivičnih dejanjih? Sorodnik zabrusi in pokaže na dojenčico. Zastonj so besede, tele ne bom izpustil. Zbor mu ne ostane dolžan. Ne boš pri boginjah, kmalu ne boš takole veselo psoval in govoril nesvete besede. Z dejanji brezbožnimi ti povrnemo. Prav je tako. Usode bil hiter obrat nestalnice, obrača se v zlo. Prinesite lesa, po hitrem postopku zažgimo in upepelimo zločinca. Sorodnik pa se očitno ne ustraši. Zakurite, zažgite in začne slačiti talko. Ti pa hitro sleci krečansko oblekico, za smrt pa otroček krivi od žensk samo lastno mater. A ko talko sleče, mu v rokah ostane vinski meh. Kaj je to? Meh je postala deklica, poln vina in še perzijske čeveljce ima. O, ženske vročekrvne, o, pijandure z vsemi žabami namazane, ko je v igri pitje, o, velik blagor krčmarjem, nam pa spet zlo tudi loncem in tkanjem. Po razkritju sorodnik vpraša Miko. A praviš, da si rodila tole? Mika, seveda, 10 mesecev sem jo nosila. Si jo nosila, Mika, pri Artemidi. Sorodnik ji pokaže slečenega otročička. 3 Štefane, a? Povej mi. Mika, kaj si mi storil, pacek, slekel si mojega otročička, pa tak drobižek. Sorodnik, tak drobižek, majčkan pri Zevsu, koliko let ima? 4 pijanke ali 5? Mika, približno toliko, plus kolikor je od Dionizi. No, daj mi ga nazaj. Sorodnik, pokaže na oltar. Ne, pri temle Apolonu. Mika, te bomo zakurile. Sorodnik, kar, na vso moč zakurite, pokaže na talko. Ona pa bo takojci končala s prerezanim vratom. Mika, o nikar, prosim te, stori z mano, kar te je volja, le pusti jo pri miru, pokaže na meh. A sorodnik se že pripravlja, da bo žrtvoval. Kako si materinska po naravi, a nič manj ne bo končala s prerezanim vratom. Mika, joj mene otrok, dajte mi žrtveno posodo, ženska, naj vsaj ujamem kri lastnega otroka. Mika dobi posodo, ki jo vidimo na upodobitvi, ter jo postavi pod meh, da potem vino izteče iz njega. Tako se dovrši to prav posebno, lahko bi rekli, žrtvovanje, ki je z interpretativnega stališča izredno kompleksno. Kompleksna pa je tudi vsebina celotne komedije. Aristofan se v njej, kot smo videli, ukvarja svojo zelo priljubljeno temo, s tragedijo, pa seveda tudi z družbenimi vprašanji, ki zadevajo vloge spolov in tudi druge segmente, ki se navezujejo na polis. Povedan je morda tudi konec. Vir posmeha na koncu je namreč policist, tujec po rodu, ki ne zna dobro grško in so mu tuji gledališki sofizmi, ki spretno prepletajo komedijo s tragedijo in se jim smeji Aristofanovo občinstvo. Za vse druge se ta komedija razplete v srečen konec, tako da zbor ob izteku le še zapoje. Zabave smo z mirno mero užile. Čas je, da vsaka odide domov. Tezmoforiki pa naj nam z veseljem povrneta.